Tokrat v občinskem informatorju. Odziv direktorja doma upokojencev Danice Vogrinec na predlog ministrstva. Preverili, kako pravilno uporabiti obrazne maske. Vsa gospodinjstva v Vuzenici že imajo obrazne maske, prav tako v več podjetjih. Na Muti delijo obrazne maske in skrbijo za čim boljšo izvedbo pouka na daljavo. Kako razkužiti večstanovanjske in poslovne objekte? Tudi v občini Starše delijo obrazne maske. Pri izdelavi visokih gred pomemben tudi volnilni filc kot naravna sestavina. Ta teden je ministrstvo za delo podprlo predlog direktorja bolnišnice Golnik, naj svojci vzamejo iz domov za starostnike tiste sorodnike, ki jih imajo lahko v domači oskrbi. Državna sekretarka je ob tem poudarila, da to lahko storijo odgovorno in z vedenjem, da ne morejo vzeti nekoga za nekaj ur ali nekaj dni, nato pa bi ta šel nazaj. Na to, da se je treba tovrstnega dejanja lotiti skrajno odgovorno in previdno, pa opozarja tudi direktor doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Poglejmo, kaj je povedal. Lepo pozdravljeni, gospod direktor. Povejte mi, kako je zdaj z to odredbo oziroma pozivom? Se strinjate z njim? Torej, najprej je treba povedati, da je seveda, verjamem, poziv skrajno dobronameren, gre v smer, predvidevam, si mislim, razbremenitve, zelo zahtevne strokovne situacije obvladati oziroma vsaj zmanjšati možnost tveganj pri prenosu COVID-19 oziroma obvladati epidemijo. Zdaj, nesporno je treba zdaj takoj v začetku povedati, da se je seveda struktura stanovalcev v obdobju zadnjih nekaj let bistveno spreminjala in seveda vsi, ki delamo v socialnem varstvu, v skrbi za starejše, vemo, da seveda populacije, kot smo imeli včasih, več ni. Torej, vsaj 83 ali 85% stanovalcev, celo več, jih prejema storitve zdravstvene nege. To se pravi, veliko stanovalcev je pravzaprav v takem stanju, da si pri njih pravzaprav težko predstavljam skrb v domačem okolju, kar pa seveda ne pomeni, da pa tisti stanovalci, ki pa so eventualno dovolj pokretni, ki ne potrebujejo tako zahtevnih storitev, teh pa poudarjam je relativno malo, pa seveda nikoli ni bilo, da rečem, na silo obdržanih v domu. Prav nasprotno, naš dom je venomer slovel po izjemno široki paleti storitev, po neverjetno pestrem dogajanju, kvaliteti življenja, kolikor je bilo pač to seveda glede na sposobnosti stanovalcev možno to pripravljati, da je vedno spodbujal življenje, vračanje ljudi v domače okolje čez vikende in podobno. Tokrat je pa situacija seveda malenkost drugačna. Zdaj, kadar nekdo vzame svojega svojca domov, pomeni to seveda zgodbo, ki se ne more končati po nekaj dneh, odločitev, ki seveda traja, če mene vprašate, do konca epidemije. Zakaj? Namreč po nekaj dneh pričakovanega, torej tudi zaščitnega ravnanja ljudi, ki seveda vzamejo svoje svojce k sebi domov, v domače okolje, je seveda nemogoče strokovno biti prepričan, da se ob vračanju ti stanovalci, še posebej glede na en kup strokovnih informacij, ki gredo v smer neprepoznavanja asimptomatskih stanj, ko pravzaprav ne vemo, ali kdo od nas lahko prinese asimptomatsko virus v okolje, kot je ta dom. In jaz mislim, da bi bilo res skrajno neodgovorno v situaciji, ko se v domovih vlagajo res nesorazmerni napori z že prej okrnjenimi ekipami, da ta trenutek skušamo ohraniti ljudi, naše stanovalce zdrave, brez okužbe in na ta način preprečevati dodatno obremenitev zdravstvenega sistema. Namreč torej, to je možno, da poenostavnim odhod domov, vendarle pa ne povratek, zato ker bi bilo tveganj, glede na vse ukrepe, ki smo jih izvedli, ki jih nekateri celo priporočajo, tudi, bom rekel, iz strokovnih krogov, iz vladnih nivojev celo zaostriti, hkrati v bistvu smo v primežu po drugi strani ukrepom, ki jih nalaga varuh
človekovih pravic, da jih je pa treba razrahljati in omogočiti socialne stike. Torej smo v enem zelo zahtevnem stanju, ko pravzaprav več ne vemo, kako in na kak način torej mi vemo, kako ravnati, ampak kako ravnati, da bi bile vse strukture zadovoljne in da bi ohranjali neko kvaliteto storitev in hkrati predvsem poskrbeli za življenje ljudi, je v tem trenutku sila težko. Ravno to je tudi, kar ste že vmes omenili, tudi velik psihološki vidik tega. Starejši so nekateri tudi navajeni že tu, da so tukaj doma in jemljajo to kot dom in zdaj vračanje nazaj mogoče k svojcem in vsem prinaša za njih tudi en velik stres. No, jaz osebno ta trenutek in glede na pogovore z našimi stanovalci še nisem zaslutil take neke težnje, ki bi bila prepoznana v neki širši skupini, tako da jaz sem prepričan, da seveda socialni stiki in kolateralna škoda zaradi vseh teh ukrepov sigurno obstaja. Verjemite mi, da je za nas zaposlene, ki spremljamo stanje naših stanovalcev, ko pošiljamo slikice svojcem, ko jih v bistvu pravzaprav, ko jim omogočamo Skype komunikacije, skratka tistim, ki to zmorejo, je seveda zaradi naše empatije, pač vseh, ki delamo v tej hiši, to izjemno veliko breme. Zdi pa se mi, in si ne predstavljam, veste, naš dom je največji v Sloveniji, skrbimo za 809 stanovalcev in če bi recimo preselili situacijo, ki se je zgodila zdaj v bližini, v Ljutomeru, ker se je zgodila epidemija v takem odstotku, kot jo imajo, in če bi se ta odstotek prenesel obolelih z COVID-19 v naš dom, pomeni, da smo enostavno naš zdravstveni sistem samo za našo situacijo doma obremenili v Mariboru in v Republiki Sloveniji do te mere, da po mojem že samo zaradi nas sistem več naenkrat ne more zdržati. In prav zaradi tega je treba tovrstne odločitve čim boljše premisliti. Omeniti pa velja, da zaradi nekaterih primerov domov za starostnike, kjer že imajo veliko okuženih, vlada sprejema dodatne poostrene ukrepe. Obrazne maske, ki jih moramo zdaj nositi v zaprtih javnih prostorih, trgovinah in uradih ter drugod, imajo svoj namen. Da pa bi bil ta čim bolj učinkovit in da ne bi z rabo povzročili več škode kot koristi, pa jih moramo znati tudi pravilno namestiti, nositi in odstraniti. Poglejmo napotke. Vodja sektorja za kakovost v Mariborskem zdravstvenem domu in hkrati diplomirana medicinska sestra nas je opozorila na glavne napake pri rabi obraznih mask. Imajo masko pod nosom, imajo masko pod brado ali pa celo se zgodi, da maska kar visi na enem ušesu. Tako omogočijo vdor mikroorganizmov v usta, nos. Kako pa si pravilno namestimo masko? Na zgornjem robu, če probate, je takšna noter žička, ta stran je vedno od zgoraj. Vzamemo masko, si jo namestimo na obraz, zataknemo za ušesa, potegnemo pod brado in pritrdimo ob nosno konico. Kako pa si masko snamemo z obraza? Snamemo z ušes in odstranimo od obraza. Jo zvijemo in zavržemo v. Pomembno je, da se nikoli z rokami, tudi ko masko nosimo, ne dotikamo sprednje strani. Masko se uporabi samo enkrat, prav tako tudi tiste, ki jih imamo za večkratno uporabo. Takoj po enkratni uporabi moramo tudi tisto dati dol z obraza in jo takoj oprati. Tiste, ko operemo doma na 90 stopinj, najmanj 60 stopinj, ampak priporoča se 90 stopinj z navadnimi pralnimi detergenti in potem je priporočljivo, da se maska pred uporabo tudi prelika. Le tako namreč poskrbimo za čim manjšo možnost okužbe. V Vuzenici imajo že več dni vsa gospodinjstva obrazne maske. Šiva jih lokalno podjetje, ki sicer s tovrstnimi maskami oskrbuje tudi naročnike iz drugih občin. Župan Vuzenice je poudaril, da so s povezano akcijo že prejšnji teden dobili maske podjetja, ki so jih nujno potrebovala, ker so njihovi zaposleni v stiku s strankami, nato pa še gospodinjstva.
V Vuzenici so se že prejšnji teden odločili za šivanje obraznih mask, ki so pralne in namenjene večkratni uporabi. Iz prvotnih 200 mask so že naredili 2000 mask za občane. Glede na to, da imamo uspešno podjetje šivistva Knez, Majda SP, v naši občini, ki je zgolj po naključju nekako navezala stike z mano in sporočila, da ima naročilo za šivanje zaščitnih mask za bolnišnico Slovenj Gradec. Seveda moja prvo vprašanje, glede na to, da smo strani državnih organov na občine dobili zelo malo teh preventivnih zaščitnih mask in pa tudi ostalih sredstev, smo seveda navezali stik, glede na to, da smo že kar dolgo nazaj vzpostavili štab civilne zaščite z redno velikimi prostovoljci, ki so na seznamu in čakamo na klice ljudi, ki potrebujejo pomoč. Torej, z celotne občine, tudi izven, vemo, da imamo tudi kar precej skupnih podjetij na Koroškem. Tudi koroške lekarne so v ustanoviteljici 12 koroških občin in zdravstvene domove in tako naprej, komunalna podjetja, Kocerode in tako naprej, smo želeli pravzaprav vsem tem pomagati. In seveda odziv šivistva Knez je bil ta, da lahko v prvi fazi občini Vuzenica nameni 200 mask in seveda teh 200 mask je preraslo potem v prejšnjem tednu na 2000 mask. Razdelili so jih po prioritetnem vrstnem redu. V preventivne ukrepe smo v prvi fazi v začetku prejšnjega tedna razdelili okrog 650 mask, predvsem podjetjem, ki so aktivna v Vuzenici, torej tudi poštarjem, tudi domom za ostarele v Radljah, tudi v Črnečah in vsem ostalim, ki so se odzvali klicu na pomoč in smo te maske tudi osebno dostavljali na vse naslove. V naslednji fazi so dobila masko z navodili za uporabo tudi vsa gospodinjstva. Druga faza je bila ta, da smo tokom vikenda, torej do sobote prejšnjega tedna, razdelili vsem gospodinjstvom, ne vsem hišam, vsem gospodinjstvom, ki jih je precej več, tudi v ene stanovanjski hiši je lahko 3 gospodinjstva so in vsak je dobil eno pralno masko, ki se lahko uporablja z vsemi navodili, pisnimi navodili v kuvertah. In se tukaj moram zahvaliti članom občinskega sveta, ki so prostovoljno te maske raznosili in jih dali v nabiralnik in pa tudi z navodilo, ki so sledili, kako se s temi maski operira in uporablja. To je bila tista faza, ki se je potem izkazala za to, da je tudi država nekako prepovedala vstop v vse objekte, vse tiste inštitucije, ki dan današnji, hvala Bogu, opravljajo svoje poslanstvo. Moram reči, to je zdaj poslanstvo, ni samo delo, pa da ne bom koga izpustil, jih ne bom našteval in seveda se je izkazalo še za kako pravilno. Ne moreš priti v trgovino, če nima zaščitne maske. Ne moreš iti v lekarno, če nima zaščitne maske. Ne moreš iti na Petrol, kamorkoli, v zdravstveno ustanovo, če nima zaščitne maske in zaradi tega smo seveda, verjamem, da skoraj eni izmed redkih bili tisti, ki smo preventivno to naredili. K sreči so namreč imeli tako material, podjetje pa je vpoklicalo nazaj tudi vse zaposlene. Material je to podjetje imelo tudi zadostno število zaposlenih, ki so jih poklicali nazaj, tudi tiste, ki niso bile usposobljene za šivati, pa počenjajo druga dela, pakirajo, krojijo in tako naprej. Material so imeli in so lahko prvi. Na podjetje, ki šiva maske, pa se obračajo iz vse Slovenije. Slišim, da večina Slovenije, vse ta del, štajerski, koroški del se obrača na to šivistvo in seveda z nestrpnostjo pričakuje, koliko mask lahko vsak dan dobijo. Tu so tukaj posamezniki. Vem, da na dan obišče približno 200 posameznikov to podjetje, imajo dober sistem prevzema teh mask, po elektronskem naročilu se tam naročijo, direktorica tega podjetja sama potem obvesti, kdaj so maske pripravljene, pridejo, vzamejo, kar se pa denarja tiče. Pravi, da pošteni ljudje bojo takrat našli naslov in tudi takrat pošteno plačali, kajti blagajna in njihova trgovina v tem času ne obratuje. Tako da še enkrat iskrena hvala šivistvu Knez za požrtvovalnost in tudi pomoč ostalim občinam. Župan Vuzenice je še izpostavil, da se tudi ta naročila obravnavajo po prednostni listi glede na aktivnosti, ki jih izvajajo naročniki. V občini Muta pa so vzpostavili sistem, preko katerega vsak dan pregledajo, kako in kaj se upošteva od preventivnih ukrepov, kaj je še treba narediti. Obenem pa so se dogovorili tudi s šiviljami, da zdaj šivajo obrazne maske. Na pomoč jim je priskočilo tudi podjetje, ki je prispevalo blago. Polovica občanov je tako v teh dneh že dobila maske, ob tem pa na Muti izvajajo še druge preventivne ukrepe. Poglejmo.
tudi tukaj je družabno življenje nekoliko zamrlo, pozna se, tako na ulicah ni kaj veliko ljudi, hkrati pa se zaradi vladne odredbe in tudi vseh ostalih dejavnosti v zvezi z koronavirusom oziroma preventivo tukaj vzpostavlja tudi izdelava mask. Pravzaprav celotna proizvodnja, več o tem in tudi o ostalem stanju v Muti pa nam bo povedal župan. Gospod župan, povejte, proizvodnja mask je torej stekla. Ja, moram reči, da si ne bi nikoli mislil, da bomo morali tudi na tak način improvizirati. Saj sem z področja, ki sem se in se še zdaj poklicno ukvarjam tudi z osebno varovalno opremo, ampak situacija je takšna, da enostavno na državni ravni nismo bili kos zagotavljati tako kratkem času tako veliko število zaščitnih mask za prebivalstvo. Hvala Bogu, da imamo vsej, bom rekel, dost solidno oskrbo našega medicinskega osebja, predvsem tudi v domih za starostnike. In na občinah smo morali pa seveda iskati različne variante. Mi smo prejšnji teden uspeli nabaviti zaščitne maske za enkratno uporabo, da ne govorim, kakšne so bile cene in so še cene, in smo seveda potem poiskali notranje resurse, ki jih imamo v kraju, v občini, in izredno sem vesel, da so nam preskočile šivilje, ki imajo veliko znanja na tem področju, predvsem pa pripravljenosti, veste, predvsem pa pripravljenosti. Seveda so pa dejale, župan, mi lahko vse naredimo, samo treba je zagotoviti blago, in zopet smo prišli do tega resnega vprašanja, kje je seveda v tem trenutku dobiti kvalitetno blago. Odločili smo se za blago, ki se lahko uporablja za večkratno uporabo mask, in smo dobili strani, bom rekel, res se zahvaljujem podjetju, ki je iz štajerskega konca, da ne bomo delali ravno reklame, priskočil na pomoč in nam zagotovil več kot 40 tekočih metrov blaga, in v teh dneh so stekle intenzivno po domovih proizvodne maske in včeraj in danes razdelili približno polovico občanom preko poštnih nabiralnikov zaščitne maske za večkratno uporabo. Priložili smo tudi navodila, kar je zelo pomembno, in pa seveda tudi moja osebna priporočila, da seveda je potrebno še vedno striktno se ravnati po navodilih pristojnih državnih institucij, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da omejimo gibanje res na minimum, da zaščitna maska je samo takrat za uporabiti, ko gremo na javne površine, v trgovine, recimo do zdravstvenega doma, do lekarne, ostalo pa naj ljudje za božjo voljo se ravnamo, tako kot nam priporoča stroka, čim manj osebnih kontaktov in čim manj socialnih stikov. Tako da, če rezimiram, res hvala našim občankam in občanom, ki so priskočili na pomoč za proizvodnjo in pa razdelitev zaščitnih mask. Apeliram pa seveda na strpnost tudi naših občanov, ker ni kos, recimo tam preko 1300 družin na 40 kvadratnih kilometrov razdeliti v enem trenutku mask vsem. Tudi smo dejali, da stroka enako nekako upošteva za minimalni ukrep, da lahko ljudje, dokler ne dobijo zaščitnih mask, uporabljajo ali zaščitni šal, zaščitno ruto, in na ta način preprečuje širjenje, bom rekel, morebitnega virusa od sebe, če smo potencialni prenašalec, in pa seveda zaščitimo tudi dihalne organe naše, da seveda ne pride do okužb. Omenila sva že na začetku, da je družabno življenje že umrlo. Kako pa je zdaj kaj v šoli, kjer seveda pouka v šoli, v učilnicah ni, ampak poteka nadaljavo? Govorili ste z ravnateljico pred kratkim, so kakšne težave, so kakšni izzivi? Vesel sem te ocene, ki jo je ravno pred nekaj minutami mi je dala osebno gospa ravnateljica Anita Ambrož.
da stvari tečejo na šoli zelo dobro, da imamo praktično dostop praktično do vseh učencev, ki so doma preko moderne videotehnike. Dva primera sta bila takšna, da so iskali tudi primerne tablice za vzpostavljanje medkontaktnih žičnih, nežičnih povezav in tukaj je ocena, da stvari tečejo. Jaz srčno upam, da je tako, ker tudi ankete staršev so nekako zelo pozitivne in mislim, da bomo lahko v enem dosti visokem odstotku kompenzirali ta hendikep omejitve pouka v teh tednih in da bojo znanja naših otrok, dijakov, tudi študentov na vse zadnje, bom rekel, na eni ustrezni ravni, ker bolj kot ne nam je jasno, da se zna zgoditi, da je to šolsko leto formalno v teh kontaktih v šolah končano, da pa seveda sočustvujem tudi z skrbjo predvsem tistih staršev in otrok, ki so na prehodu iz enega šolskega sistema v drugega. To pomeni iz osnovne šole na vpise v srednje šole, še bolj pa iz vpisa iz srednjih šol preko mature na vpis na višje visoke šole, fakultete. Vendar besede gospe ministrice so optimistične, da bo matura stekla skoraj da nemoteno, sicer z nekim zamikom. Poudaril je še, da je občini Muta zdaj tudi pomembno, da zagotovijo utrip tudi v tem javnem delu življenja, za kar so vsi skupaj tudi odgovorni. Potem, ko je vlada minulo nedeljo sprejela odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb najmanj 2-krat dnevno, smo se v tem tednu z ekipo podali na teren in preverili, kako je z razkuževanjem večstanovanjskih, pa tudi poslovnih stavb, torej prostorov, kjer je večja frekvenca gibanja ljudi, s tem pa tudi večja možnost okužbe z novim koronavirusom. Kako pravilno razkuževati in na kaj biti pozoren, pa v prispevku. Praviloma smo pri čiščenju in razkuževanju poslovnih zgradb in večstanovanjskih objektov najprej pozorni na vhod in skupne hodnike. Prvo je zagotovo treba povedati, da to je potrebno delati 2-krat dnevno, ker ljudje hodijo v trgovine, grejo na kakšen sprehod, tako moramo upoštevati pač pravila, ki so dana v tem trenutku. Razmere so krizne, zato je potrebno 2-krat na dan razkuževati, torej dopoldan in popoldan. V večjih objektih razkužujemo torej ograje, stikala, kljuke, tam, ko so dvigala, se seveda tudi dvigalo mora razkužiti in to mora biti seveda primerno narejeno. Pomembno pa je tudi, katera razkužila se pri tem uporablja, ter da se to redno izvaja. Razkužujemo z različnimi sredstvi, lahko so na bazi alkohola, lahko so ekocidna sredstva ali pa tudi kakšna druga, če pač ljudje imajo pri sebi doma. Razkužiti je treba vsa stikala in gumbe na hodnikih in v dvigalih. Torej, zelo treba paziti na stikala. Ograje, stopnične ograje so potencialno kužne, čeprav vemo, da se 90% ljudi sploh ne prime za ograjo, ampak tisti, ko pa rabijo pomoč, ograje so pa tudi tvegana skupina, zato treba tam posebej paziti. V liftih, torej v dvigalih tipkala, to je zelo pomembno, tam je pač glavni razvoj kužnosti in v manjših prostorih, tako sem povedal, dvigala, lifti, je pa zelo pomembno tudi razkužiti sam prostor. Tako da na to moramo biti posebej pozorni. Pozabiti pa se ne sme niti na skupne sanitarije. V skupnih prostorih, kot so sanitarije, se razkuževanje opravlja tako ali tako več kot 2-krat na dan. Zaradi tega, ker imajo čistilni servisi, ki čistijo, imajo navodila od svojih nadrejenih, da se to mora večkrat dnevno razkuževati. Po pravilu bi moralo to biti pravilo že prej, ne šele sedaj, ko je ukrep od 30.3., ampak bi moralo biti to pravilo že prej vzpostavljeno in če ni bilo prej, zdaj je sigurno. Razkužujejo se pipe, WC školjke, pisoari in tako naprej.
Največja površina v skupnih prostorih so tla, pri katerih je treba upoštevati, da jo uporabljamo pravzaprav vsi. Če bi želeli konkretno virus zatreti, potem se po razkuževanju tal vsaj 30 minut ne sme hoditi, zadeva se mora posušiti, nikakor brisati z nobenimi krpami. Torej, razkužilno sredstvo kar pustiti, da se samo od sebe posuši. Mnoga razkužilna sredstva sploh nimajo, torej imajo efekt, nimajo pa stranskega učinka, bi jaz temu rekel, da puščajo sledi. Nekatera sredstva da, večina njih pa ne, tako da ne rabite skrbeti za to, da bi pustilo da bi izgledala tla umazana, to se ne bo dogajalo. Obvezno pa 30 minut potem ne hoditi. V poslovnih prostorih je treba razkužiti vse delovne površine. V samih poslovnih prostorih, kot so pisarne, manjše delavnice ali kaj takega, logistični centri, je potrebno razkuževati tudi delovne površine, vključno z miškami računalniškimi, tipkovnicami, sedišča, torej tile oprijemalke od stolov, tam ko sedimo, obvezno, in pa ne pozabiti na omare, ki jih odpirate, zato ker tam so tudi potencialni izvor oziroma žarišče virusa. Razne v kakih manjših delavnicah tile vozički, ročaji se morajo obvezno razkužiti, metle, ročaj metle in tako naprej. V glavnem, pozornost moramo dati na detalje, ko jih mogoče nikoli niste ali pa nismo bili skupaj z nami pozorni na to, je danes to seveda potrebno urediti. Brez tega, ja, točno to je ključnega pomena, zato ker ti lahko razkužiš kljuko, nisi pa svoje metle ali pa svojega, bom rekel, vozička, katerega ga uporabljaš, je zgodba zaključena. Torej tako velike površine, kot tudi tiste najmanjše, ki jih prav tako vsak dan prijemamo, in to ne samo mi. V lokalni skupnosti si zaradi potreb po obraznih in zaščitnih maskah rojevajo nove in nove spodbude. Tako je tudi v občini Starše, kjer so na pobudo lokalne šivilje in društva Ajda začeli šivati obrazne maske, ki jih zdaj že šivajo ter tudi delijo po vaseh. Danes smo v Staršah ujeli ekipo posameznikov, ki je za svoje vaščane prejela maske. Govorili pa smo tudi z županom in poveljnikom civilne zaščite o stanju v občini. Danes bodo namreč razdelili obrazne maske, ki so jih šivali prav tukaj. Kaj več o tem bo povedal župan, prav tako pa tudi o preventivnih ukrepih, ki se izvajajo, kakšno je stanje v občini Starše, tako da najboljše, da se obrnemo k njemu. Gospod župan, povejte, kako je stekla pravzaprav v tem tednu ta akcija šivanja, izdelovanja mask in nenazadnje tudi razdeljevanja? Najprej lep pozdrav iz občine Starše. Ko se je zgodila ta zgodba z koronavirusom, smo takoj stopili skupaj z civilno zaščito, se pogovorili, kako bi naredili, kje lahko maske dobimo, in ker je bil problem z nabavo teh mask, smo nekako dobili pobudo od Šivilje, Šrdone, Irene, da bi pa naredili akcijo preko društva Ajda, da bi društvo se zorganiziralo, ker je kar nekaj gospodin, šivil, da bi lahko to sami naredili. Zato smo se potem hitro odločili, da bomo te maske sami naredili. Seveda bo vsaka dobila blago in material, ki ga bo potem doma med svojimi tudi zašila. Govoriva pa seveda o obraznih maskah, tistih, ki so za večkratno uporabo pralne. Tako, govorimo o teh maskah. Dogovorili smo se najprej za zgodbo 1000 mask, potem smo to hitro videli, da bo treba 2000 in imamo material za 2000 mask, ki so pa zdaj že narejene. Kar pa pomeni verjetno, da za tisto prvo fazo bi verjetno zadostovali recimo za gospodinstvo, ne? Ja, mi imamo vse skupaj 4500 mask, ostalo smo pač nabavili komercialno preko teh ponudnikov komercialnih. Kakšno pa je sicer življenje zdaj v občini Starše? Teče že 3. teden, kar so izdani prvi ukrepi bili, verjetno se je kar spremenilo. Ja, moram tu še pohvaliti ljudi, da so se kar
sprijaznili s tem, da je treba biti doma, da je treba ostati doma, da se ne družijo, da se pač neke prireditve so odpadle in to vse prireditve. Tako da je to kar zelo pohvalno. Držijo se tudi sicer, ne, tako da verjetno ne hodijo naokrog v večjih gručah. Ja, vsi ti ukrepi se strogo upoštevajo. Tudi sam sem včeraj malo šel po občini in vidim, da je to tako, kot mora biti. Imate po zadnjih podatkih že kakšno uradno potrjeno okužbo? Nimamo še nobene okužbe in želim, da tudi tako to ostane. Kakšne ukrepe ste pravzaprav še uvedli zdaj, recimo glede na to, da so se zaostrovali? Je še kaj takega za izpostaviti, pa hkrati tudi ali nudite v občini tudi recimo kakšno svetovanje za vse tiste, ki se znajdejo v neki stiski, ker ne nazadnje tudi to se bo slej ko prej lahko zgodi? Ja, takoj smo objavili vse številke, kjer lahko ljudje dobijo informacije. To pomeni mobitel številke in pa seveda na spletni strani in pa na občini zmeraj nekdo dežura, da lahko tudi odgovarja na tiste, kaj bo rabi. Takoj smo tudi sprejeli ukrep, da vsem tistim, kjer jim dajemo na razpolago kakšne prostore za najem, ki jih ima občina, da jih za 3 mesece enostavno ne rabijo plačati in pa tudi omrežnino za kanalščino, omrežnino za kanalizacijo smo ukinili za ves ta čas, ki bo trajal. Kar bo ne nazadnje tudi zagotovo dobrodošlo. Z nami je tudi poveljnik civilne zaščite občine Starše, da spregovori še on nekaj besed, tako da ga lepo prosim, če pridete bližje. Hvala vam, gospod župan. Povejte, kako je zdaj poteka v civilni zaščiti? Verjetno se dobivate štabom vsak dan, da pregledate, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja? Glejte, ne dobivamo se vsak dan, ampak se čujemo po telefonu in tako da to večji del delamo vse po telefonu. Sicer zdaj, ko smo pa aktivirali krajevne skupnosti, tako da je vsaka krajevna skupnost po svoji vasi razdeli te zaščitne maske, ki so nam jih pripravile članice društva Ejda. Ne nazadnje midva sva govorila pred časom, takrat, ko so se uvedli prvi ukrepi, rekli ste, da niti ne veste, kako se bojo ljudje obnašali, ali bodo upoštevali recimo tudi na pogrebih, ali bodo samo tisti ožji družinski člani. Kako je zdaj s tem? Vidite na terenu, da se držijo teh odredb? Tako je, ko smo zadnjič govorila, smo imeli pogreb in danes, ko ste tu zopet imamo čez 2 dni pogreb in na teh pogrebih se kar držijo tega pravila, ki nam ga je dala država, tako da v tem ni problemov. In tudi ostalo, ko grem v kontrolo po vaseh, vidim, da ni ljudje nikjer, da se zadržujejo doma, tako, ko smo dali to odredbo. Tako da vsaka jim čast in bi se jim tudi v imenu štaba civilne zaščite zahvalil, da upoštevajo to, pa jim želim, da bi ostali zdravi. Tudi mi se pridružujemo tem željam. Hkrati pa povejte, kaj se danes pravzaprav kaj tu pred občino dogaja, na kak način boste te maske razdelili? To je pa danes na podlagi tega, ki so nam članice zašile te zaščitne maske, smo 31. zvečer aktivirali krajevne skupnosti. Sicer bi še počakal en dan, pa potem ne bi verjeli, ker je bil naslednji dan 1. april in vemo, kak je, ne. In zdaj pa so prišli, da bojo prevzeli te maske in jih bojo razdelili po vaseh in upamo, da bojo do nedelje dobili vsi občani občine Starše te zaščitne maske. Nenazadnje tudi stroga navodila so, kako se jih vzdržuje, da se jih mora prati, likati. Bodo občani deležni tudi teh navodil? So stroga navodila in imamo tudi zraven smo skopirali, tu na občini so nam skopirali, tako da vsak dobi zraven eno navodilo. Ob tem pa se prosi občane in občanke, da ta navodila nato tudi upoštevajo.
Od danes so lahko poleg prodajaln z živili, bencinskih servisov, lekarn in nekaterih drugih prodajaln odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. Mnogi so se že odločili tudi, da bodo na svoje vrtove uvedli visoke grede. Kako jih sestaviti, kaj narediti, da bodo čim bolj učinkovite, pa smo povprašali v podjetju Soven, v katerem imajo tudi nekaj materialov za sestavo visokih gred, izolacijo za cvetlična in vrtnarska korita in drugo. Delujejo tudi v teh izrednih razmerah, obenem pa skrbijo za preventivno ravnanje, tako za zaposlene, kot tudi ob nakupih za stranke. Vse bolj priljubljene visoke grede v vrtovih morajo biti narejene tako, da so naravi prijazne, hkrati pa, da so čim bolj učinkovite. Pri podjetju Soven svetujejo tudi uporabo biovolnenega filca iz ovčje volne. Biovolneni filc iz prave ovčje volne je namenjen torej ne samo temu, da bi bila zastirka in da bi pospeševal rast na vrtu ali morda na kakšni njivi, ampak prvenstveno visokim gredam. Vsaka visoka greda je sestavljena iz dela dračja, iz tistega, kar pač imamo doma, iz malo boljše zemlje in pa seveda nekaj pa mora biti noter takega, kar bo pospeševalo rast, kar bo uravnavalo vlago in naravni filc iz ovčje volne je idealen za to. Zato vedno svetujemo tistim, ki bodo delali visoko gredo, da razmislijo o tem, da ne bi dali odznoter te razne plastične ali pa gumijaste bunkice, namreč potem jejo nezdravo hrano, tisti materijali seveda izločajo tudi vse negativne snovi in to daljše obdobje, na kar en taki filc, ki je narejen iz prave naravne ovčje volne, kot vemo, ovčja volna je eden najbolj naravnih materijalov, ki je pozitiven tudi za človeško telo. No, taki filc seveda tudi ima dolgo življenjsko dobo, ampak izloča pa same pozitivne stvari za pospeševanje rasti, za uravnavanje vlage, predvsem pa tudi zato, da se ta zunanji del lesa ne uniči prehitro. Biovolneni filc pa je pomemben tudi pri vzgajanju rastlin na terasah in balkonih, saj uravnava vlago in pospešuje rast. Namreč balkonska korita so res nižja, kot je visoka greda, manjša običajno, ampak tam je še bolj pomembno, da je odznoter nekaj takega, kar bo uravnavalo temperaturo, da sonce ne bo prehitro uničilo zemlje, ki je noter, pa seveda tudi zunanje, ali je to les, ali je pa eventualno tudi plastika, je to čisto vseeno. Namreč vpliv sonca na balkonu je dosti močnejši še kot pa v visoki gredi ali pa direktno na vrtu. No, tako da je filc zelo koristen tudi tam, torej tudi uravnava vlago, pospešuje rast, vsaj 2 leti ali več lahko imamo tako manjšo korito. Pomembna pa je tudi zastirka, s katero prekrijemo zemljo. Koristna je zaradi več razlogov. Zastirka je prav tako naravni filc iz ovčje volne, je seveda dosti tanjši kot tisti, ki ga damo v visoko gredo in služi predvsem zato, da odganja rdeče polže, prepreči prekomerno izsušitev tal in pa prepreči prekomerno rast plevela. Zdaj, vse več je mladih, ki radi vrtnarijo, ki so radi samooskrbni, ampak nažalost časa ni, da bi zalivali, pleli in podobno. In biovolnena zastirka Soven je ena izmed takih, ki izredno pripomore k zdravemu vrtnarjenju tudi tem mladim družinam. Sicer pa v podjetju, kjer imajo prodajalni tudi druge izdelke, delujejo tudi v tem izrednem času. Naši kupci nas najdejo predvsem na spletu ali pa eventualno pokličejo po telefonu. Zdaj, če pokličejo in pridejo sami, jim seveda pripravimo pakete, plačajo s kartico in lahko odnesejo. Je pa res veliko takih, ki pa zdajle ravno dela visoke grede ali pa so si pripravljali že zemljo za vrtnarjenje. In ko bo ta sneg mimo, jaz mislim, da bodo s tem seveda tudi nadaljevali. No, drugi, ki pa naročijo na spletu, in pa pošljemo po pošti, po povzetju in to je ena izmed najbolj sigurnih možnosti za nakup. Tako bo po novi pozebi, ki se zdaj obeta, še dovolj časa za pripravo vrta, visokih gred ter vsega drugega za vrtnarjenje. Toliko za danes. To nedeljo, 5. aprila, bodo kristjani obeležili tako imenovano cvetno nedeljo.
Zaradi sprejetih ukrepov mašnih bogoslužij v tem času ni, boste pa sveto mašo brez prisotnosti vernikov lahko v živo spremljali na BKTV ob 10. uri. Prenos bo iz Vuzenice. Sicer pa vse informacije v zvezi z aktualnim dogajanjem spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna, ostanite doma in ostanite zdravi. Srečno!